Ja, hvala lepa za aplavz. Nisem navajen tega. Kakorkoli že, jaz vam želim na kratko predstaviti značilnosti odgovornega ravnanja z raziskovalnimi podatki. To zdaj zveni kot fraza, raziskovalci reče, pa saj mi smo odgovorni, v bistvu je to standard. Ni zgolj fraza, ampak je tudi nek, bi rekel, niz procesov ali pa ukrepov, da lahko govorimo o tem odgovornem ravnanju z raziskovalnimi podatki. Je pa, oziroma jaz bi rekel temu, tudi po angleško pravijo temu Responsible Research Data Management, RRDM, ta zadeva je mandat, je v Evropskem raziskovalnem prostoru zahteva, praktično vsi nacionalni financerji, pa tudi Evropska komisija, pa European Research Council, to zahtevajo in je pač, seveda so raziskovalci s tem soočeni. Zdaj, kaj je sploh ravnanje z raziskovalnimi podatki? To je sestavni del raziskovalnega procesa, in pač odkar praktično znanost poteka, vsa znanstvena dognanja temeljijo na nekaterih podatkih. Raziskovalci s podatki delujejo tako ali drugače, to je pravzaprav kup nekih procesov, ki v nekem sosledju zagotavljajo različne vidike ravnanja s temi podatki, recimo od ustvarjanja podatkov pa na koncu do deljenja in ponovne uporabe zdaj, v zadnjih časih in vse, kar je tudi vmes. Verjetno s tem to tudi poznate, kar je problema, je to, da je v dosedanji praksi obstajala zelo taka, ne rečem, nestandarizirani načini ravnanja s podatki, od raziskovalca do raziskovalca različno. Zdaj pa, kaj je to odgovorno ravnanje z raziskovalnimi podatki? Neki značilnosti takih splošnih, predvsem kar je ključno, je, da je to načrtovanje vnaprej, oziroma ravnanje vnaprej načrtovano in pogosto so ti načrti ravnanja z raziskovalnimi podatki oziroma Data Management Plan DMP, tudi javno objavljeni. Potem je zelo pomembno, da predvideva to odgovorno ravnanje z raziskovalnimi podatki tudi ponovno uporabo in zato je potrebno ustvariti obogatene metapodatke, ne zgolj nek ozek nabor metapodatkov, ampak čim širši nabor, vključno, kar je najbolj pomembno, z vpisom izvora podatkov oziroma tako imenovano provenienco. Potem je seveda pomembna tudi uporaba ustreznih licenc za zagotavljanje dostopa do teh podatkov, uporaba ustreznih orodij za vpisovanje metapodatkov in za zagotavljanje visoke stopnje interoperabilnosti. Tukaj pač poznate v COBIS-u polje 610, prosto stoječe gesla. Tukaj govorimo, pri interoperabilnosti govorimo o uporabi recimo geslovnikov v ontologiji, tudi taksonomiji v končni fazi. Skratka, tako kar sofisticirana zadeva. In pa seveda zagotavljanje možnosti ponovne uporabe, to je tudi temeljna značilnost. Zdaj, kot sem že omenil, mandati, jaz bi omenil samo nacionalnega, 41. člen novega zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti zahteva, da se raziskave delijo po načelih fair v odprtem dostopu. In zdaj med drugim tudi raziskovalni podatki. Govorimo o vseh raziskavah oziroma o vseh aspektih raziskave, od publikacij, raziskovalnih podatkov, načela fair potem predvidevajo tudi deljenje ostalih vidikov, ki omogočajo ponovno uporabo, recimo programske opreme, vzorcev, protokolov, etc. Zdaj, dve temeljni načeli odgovornega ravnanja z raziskovalnimi podatki, se pravi, kot sem že omenil, ravnanje po načelih fair in pa deljenje po načelu odprto, kolikor je mogoče, zaprto, kolikor je nujno. Namreč pogosto se malo, bi rekel, mešajo pojmi, se pravi, odprti dostop do raziskovalnih podatkov še ne pomeni, da so raziskovalni podatki deljeni po načelu fair in obratno. Tudi če delimo po načelih fair, ni nujno, da so podatki odprti. Obstajajo številne izjeme, na katere se lahko raziskovalci sklicujejo, recimo, patentni potencial ali pa kakšne zakonske zahteve. Zdaj, kaj so to načela fair, o tem bi lahko govorili 2 dni, zelo podrobno opisan standard, ampak jaz bi zgolj toliko facetno, da dobite nek vpogled v to. Se pravi, načela fair zagotavljajo najdljivost, se pravi, morajo biti podatki z podatkovni seti zelo dobro vpisani, da pač jih lahko drugi raziskovalci najdejo. Potem zagotavljanje dostopnosti, se pravi, spravljeni morajo biti v okolje, ki pač omogoča dostop do
to so repozitoriji, večinoma, in jaz se strinjam z gospo Sarah Jones, ne smemo ponoviti napake, kot smo jo ponovili z raziskovalnimi publikacijami, kjer je monopol prevzel komercialni sektor. Moramo ohraniti raziskovalne podatke, moramo ohraniti v javni domeni in ohraniti čim višji delež avtorskih pravic v javni domeni. Mislim, da je to zdaj ključni čas in mislim, da je tudi EOSC en izmed odgovorov na to. Potem zagotavljanje interoperabilnosti. To pomeni, vedeti moramo, da ne samo raziskovalci podatke med sabo izmenjujejo in uporabljajo tudi stroji. Zdaj ni enako, če zapišemo baterija ali pa akumulator. Skratka, stroj na drugi strani v neki tovarni baterij tega ne bo razumel. In pa zagotavljanje seveda posledično ponovne uporabe. Zdaj, neki značilnosti, samo en tak kratek pregled, da nismo predolgi. Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki, to je ena izmed ključnih zadev. Tukaj je niz, bi rekel, teh vidikov, ki jih načrt opisuje. Jaz bi omenil samo res to ključni vidik provenienca, izvor podatkov, zato da se lahko na drugi strani uporabnik, drug raziskovalec, drug uporabnik dejansko s temi podatki pomaga. Dostikrat se pojavlja vprašanje o kakovosti podatkov oziroma kaj pravzaprav ti podatki so. Seveda, surovi podatki ne pomenijo nič in vse te, bi rekel, vsi ti vidiki potem omogočajo ponovno uporabo. In potem vse ostale stvari, ki gredo zraven, da zdaj ne naštevam, poznate jih, skratka, to je zelo res najnižji ali pa da rečem najožji možni model. V CTK smo prevedli DMP template za obzorje Evropa, je na našem portalu Dirosdata prosto dostopen, tam mislim, da je 42 posameznih vidikov, ki opisuje to zadevo. Obogateni metapodatki. Rekli smo, da niso dovolj samo tisti v ožjem smislu besede, ampak čim širše opisani za to, da se dajo podatki potem, se pravi, v podatkovni seti uporabljati. Predvsem, kar bi tu omenil, je pomen licence. Mora biti takšna licenca, da so tudi metapodatki uporabljivi, morajo temeljiti na načelih FAIR. In kar je tudi zelo pomembno, ne bodo strojno berljivi. To je izjemnega pomena. Sicer praktično niso uporabni. Zdaj še eno priporočilo vašim raziskovalcem, ko boste delali. Izvor podatkov morajo raziskovalci na vsak način opisati. To je nedvoumno. In zdaj zato, ker ga morajo opisati, je brez veze, da ga tudi ne objavijo. Obstajajo tako imenovani podatkovni članki. V projektih Obzorje Evropa, v CTK svetujemo raziskovalcem objavo podatkovnih člankov v obliki data notes v Open Research Europe. Tam se to da narediti. Sicer pa obstajajo revije, ki objavljajo podatkovne članke, recimo Data in Brief, mislim, da je to Elsevier, če se ne motim. Kaj pomeni podatkovni članek in kakšna je prednost? To pomeni, da raziskovalec objavi metodologijo ustvarjanja podatkov in potem tudi recimo podatke same, strukturirane, ne objavi pa nekih zaključkov. In v bistvu prednost tega je, da gre ta vidik, ta del raziskave že skozi preview. Se pravi, da raziskovalec lahko morebiti določene spremembe naredi že preden začne ustvarjati zaključke. Tako da je to en tak zelo dobra zadeva. Pa v končni fazi še člankom ostane, če smo že pri bibliometriji spet. Zdaj en vidik, so seveda zaupanja vredni repozitoriji. To spet ni fraza, mislim, COBISS je zaupanja vreden servis in tako naprej, to vemo, ampak to je tudi standard. Mislim, da je nekih 16 vidikov, ki opredeljujejo zaupanje vredne repozitorije. Predvsem bi rekel, so to področni repozitoriji za posamezna področja znanosti, znanstvena področja. In tam je pomembno, da znate, da raziskovalci prepoznajo, ali je repozitorij dejansko zaupanje vreden in tukaj pogosto se obračajo na knjižnice, da knjižničar vrednoti to. Ali je tisto okolje zaupanje vredno ali ni. Tukaj imamo recimo, ne vem, ena varianta je, da so certificirani po Fortran, SIL, po DIN standard in tako naprej, pa so neki splošni repozitoriji, ki imajo značilnosti zaupanja vrednih repozitorijev in pa potem tudi specifični področni repozitoriji. V CTK svetujemo, objavite podatke v čim bolj ožjem področnem repozitoriju,
znanstvenega področja skupnosti, kateri pač pripadate, potem pa metapodatke v DEROS oziroma v COVIS. No, tukaj pa lahko tudi si ogledate te repozitorije, kako so evalvirani že oziroma vrednoteni na tej spletni strani r3data.org. Omenil sem že izjeme, v bistvu sta dva ključna vidika. En ključni vidik je na strani raziskovalca, komercialni vidik, se pravi ali patentni potencial ali zaščita avtorskih pravic, in tukaj noben financer ne bo jezen. Važno je, da je to narejeno skladno z načrtom ravnanja z raziskovalnimi podatki in da so metapodatki dostopni. Drug sklop so pa zakonski razlogi, na primer varnost v neki državi ali pa, ne vem, GDPR, karkoli pač, in tukaj lahko tudi raziskovalci te podatke, bi rekel, ohranijo zaprte v celoti ali deloma ter trajno ali začasno. To je tudi zdaj, jaz bi zdaj v bistvu v drugem delu res pohitil še 4 minutke, en tak kratek, bi rekel, pregled infrastrukture, pa bi začel od zgoraj navzdol. Imeli smo čudovito prezentacijo o EOSC-u, Jaz mislim, da je EOSC ključna platforma za infrastrukture odprte znanosti v Evropi in to je pravzaprav, bi rekel, bi moralo ali pa bo postalo v prihodnjih letih ključno nepogrešljivo orodje vsakega raziskovalca pri svojem delu. Gre za to, da EOSC, mislim, nek ambiciozen cilj je bil, da bi to bil neke vrste internet raziskovalnih infrastruktur, ampak poglavitni cilj EOSC-a je, da združi deležnike, na eni strani raziskovalce, institucije, na drugi strani servise, ki so na voljo. In da na tak način gradi to mrežo, ki bo temeljila na zaupanju, na neki vzajemni participaciji in, kot sem že omenil, je to, po mojem mnenju, tudi odgovor komercialnim založnikom oziroma komercialnim deležnikom. Jaz tako povem, mi smo tudi upravljavci konzorcijev, se pravi, imamo Science Direct, Mer, Elsevier, whatever, in kaj nam hodijo zdaj z zelo ugodnimi ponudbami za branje, tudi za odprti dostop oziroma odprte objave, ampak zdaj smo se začeli pogovarjati o podatkih. Raziskovalni podatki jih zanimajo, se pravi, podatki so tista ključna stvar v znanosti v tem trenutku in tukaj se še enkrat, vsi deležniki moramo narediti vse, da ohranimo te podatke v javni domeni. Potem so pa nacionalne infrastrukture. Slovenija gradi obsežno nacionalno integrirano infrastrukturo za odprto znanost, deloma je že zgrajena, veliko nas še čaka, tukaj so platforme. Jaz bi omenil to, predvsem resolucijo znanstveno-raziskovalni inovacijski strategiji Slovenije, ki ima veliko ciljev, ki se nanašajo na odprto znanost. Potem načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2030, tudi odprta znanost v ospredju. Potem pa prihajajoči akcijski načrt za odprto znanost za izvedbo teh ukrepov, ki so v resoluciji. In tukaj so taki zanimivi ukrepi, med drugim tudi ustanovitev skupnosti odprte znanosti. Zdaj pa še en vidik oziroma, tako bom rekel, dva cilja sta, oziroma dva stebra financiranja raziskovalne infrastrukture v Sloveniji sta, v tem trenutku, za odprto znanost, in sicer eden je, se pravi, resolucija in njen akcijski načrt, drug steber je pa načrt za okrevanje in odpornost. In v okviru tega pa načrtuje država, se pravi, ministrstvo oziroma deležniki, nekako vzpostavitev 2 novih podatkovnih centrov. To je v tem trenutku ključno, Discovery, in jaz mislim, da je tudi IZUM tlele vpleten v te akcije, pravzaprav ključni deležnik, poleg Arnesa in poleg, bi rekel, financerjev. Tako da ta investicija bo okrog 10 milijonov in to bo en tak sodoben center. Vendar ob tem je treba spomniti na nekaj, in jaz bi upozoril to, če je kak predstavnik financerjev tudi. Ko bomo gradili te infrastrukture, tako na Arnesu, na IZUM-u, kjerkoli druge, je treba skrbeti tudi za znanje. Problem, ko se pogovarjamo o plačah, ravno zdaj imamo zdravnike, kako pač hočejo imeti visoke plače, super, ampak upravljanje tovrstnih centrov je izjemno zahtevno, strokovno delo, in če ne bo država tudi s tem sledila, se pravi z ustreznim nagrajevanjem strokovnjakov in motivacijo za zaposlitev, se bojim, da lahko ostanejo potem goli, rekel, diski brez ustrezne podpore. Tako da to je tudi en vidik, ki se ga akcijski načrt mislim, da tudi loteva. Omenil bi še skupnost odprte znanosti.
bila je ustanovljena prejšnji torek. Vabljeni vsi, da se vključite v to, tudi splošne knjižnice. Poglejmo sem Citizen Science, občanska znanost, ne? Tam so splošne knjižnice močno vpete v odprto znanost. Posamezniki, ki na kakršenkoli način želite, brez kakršnekoli obveznosti participirati, skupnost odprte znanosti je most nekako med EOS-kom in skupnostjo raziskovalcev, neka platforma za, da rečem, izmenjavo stališč. Nacionalni portal odprte znanosti že poznate, pač ne bi na dolg pa širok. Omenil bi pa sem še, dovolite mi 10 sekund, samo še en servis, in sicer Deros Data. To je naša storitev podpore na področju ravnanja z raziskovalnimi podatki. To je hibridna podpora, se pravi na eni strani spletna, na drugi strani imamo strokovnjake, in sicer je to ekipa nekega podatkovnega svetovalca, kako mu rečemo, Stewart, whatever, strokovnjakinja za avtorsko pravna vprašanja, nek računalničar, ne. Tako da v bistvu, če pridete v CTK ali pa če napotite raziskovalca v CTK, ga tam čaka ekipa, ki mu lahko pomaga pri teh rečeh. Ampak kar hočem reči je to, da ni potrebna zelo velika investicija v to, kajti večinoma so kompetence in znanja že dostopni na spletu in se je treba samo v ta problem zagristi. Jaz bi to imel za danes, minuto 11 sekund sem šel čez, upam, da mi ne boste, bi rekel, kregali, in to je to. Če so kakšna vprašanja, dobrodošli, sicer pa tudi po elektronski pošti sem vsakomur na voljo. Dejansko imamo še čas, 4 minute za vprašanja, tako da jaz polagam na pladenj 2 vprašanji, mislim, ne jaz, vam jih dajem na voljo. Bi kdo imel kakšno vprašanje? Se bo kdo pogumil, zdaj moramo počakati prevajalce, da prevedejo. In zdaj pa eden dvignil roko. Torej, brez vprašanj? Direktor, vi ste res zelo priden, danes vas moram pohvaliti, ker vi nimate nobenega, da bi vas pohvalil, vas moram jaz, ne? Ja, Miro, eno vprašanje samo glede tehle skrbnikov za podatke ali tako imenovanih data stewardov. Kako je ta zadeva organizirana, če bi lahko malo bolj samo podrobno razložil, na kak način je vizija razporeditve teh, ali boste na CTK-ju pač to zadevno podpirali čisto vse vede, ali bo za vsako vedo svoje, ali bo, kako planirate približno organizacijsko to zadevo? Ja, super vprašanje, odgovora še ni, žal na to vprašanje, kako zelo detaljnega, imamo pa različne variante. Zdaj, najprej, da gledamo, kaj je sploh podatkovni steward, ne. Podatkovni steward je raziskovalec. Tudi ta gospa, ki je pri nas, ne, je raziskovalka, ona ni, se pravi bivša raziskovalka, mlada raziskovalka, ni knjižničara, ne. In pač v bistvu je gradnja tega postopoma začenja, jaz bi rekel tako, od zgoraj navzdol, in sicer na način, da bomo zdaj poskušali skozi akcijski načrt vzpostaviti mrežo podatkovnih stewardov, kje bodo zaposleni, kje bodo sedeli, na kak način je težko zdaj soditi, ne, ampak najprej dejansko moramo pokriti vsa znanstvena vede oziroma področja. Potem je pa na institucijah, da začnejo vzpostavljati svoje sisteme v samih, se pravi v svojih okoljih. Jaz bi omenil še en razpis, za pač tiste, ki ste iz Slovenije, ki bo zdaj v začetku novembra, in sicer razpis za JRO-je, javne raziskovalne organizacije, za prilagoditev delovanja na področju odprte znanosti, ne, in v tem razpisu so predvidena tudi sredstva za ta vidik, ne. Se pravi, za deloma tudi že za tiste prve zaposlitve, tistih, kako ne rečem, osrednjih ali pa da rečem koordinatorjev teh aktivnosti na posameznih JRO-jih, ne. Kako bo pa pol naprej šlo, težko rečem, je pa spet ta problem, kot sem ga že prej omenil, ne, na eni strani imamo plače skrbnikov velepodatkov, ne, tukaj pa tudi, ne, recimo, je problem, da bomo morali ustrezno nagraditi tiste, ki bodo te stvari počela, ne. Kajti nemogoče je pričakovati, da bi dobili kakovostni kader za plače, ki niso primerljive. Mislim, nočem zdaj o plačah govoriti, ampak dejstvo je to, da tukaj imamo dva vidika, en vidik je hardware, software, drugi vidik so pa kompetence, ne, in zato moramo poskrbeti. Ampak ja, se pa ta mreža gradi, ne.